Jani za res izredno predavanje. Jaz sem pa še eno praktično vprašanje. Rekla je polovico krožnika zelenjavo in pogosto imajo diabetiki še marevan in kjero zelenjavo ne potem na tisto polovico krožnika tam. Zelo dobro vprašanje. Točno tako, ne? Jaz se s tem marevanom, marevarinom, različne so imena izrazi, vsak dan soočam z pacienti, ne, po infarktu oziroma srčnimi bolniki in me vedno to sprašujejo, koliko lahko zdaj pojem zelja, naprimer, zdaj bo sezona kislega zelja in vemo, da kislo zelje ima veliko vitamina K. Vitamin K je tist, ki je ovira zdravilu, kontraindikacija, ne? Če mi imamo zdaj zdravilo proti starjevanju, vemo, da vitamin K pa stimulira naše encime za starjevanje krvi, ne? Je za nekoga, ki je zdrav, je to super, ne? Za nekoga, ki ima pa zdravilo, pa ovira, ne? In bo te vrednosti potem INR-ja nihajo. Tako da kislo zelje, če imate marevan, marevarin oziroma kumarin pa te vrste zdravil, res pomalem, ne? Malo ga dati na krožnik, ne prevelike količine, isto zelena solata, okroti, tudi sveže zelje, tudi brokoli, ne? Te vrste, zelene vrste zelenjave so bolj bogate z vitaminom K kot pa ostale. Tukaj pa zdaj kislo zelje mečkam na stranski tir, oziroma ničesar ne rečemo, da je prepovedano. Zelo pomembno je, da se te količine te hrane oziroma vaše navade glede na zelenjave enakomerno nekako tudi uravnavajo z zdravili, ne? Ko imate pa enkrat to vrednosti uravnavane, pa ne menjati preveč te količine in te vrste zelenjave. Sem to je pomembno, ne? Da je potem ustaljena ta vrednost. In res traja, če griziš. In vsak čas prinaša svoje bolezni. V sodobnih velikih bolezni nam mora vedeti gospa Jožica Rimeš. Ona je diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti zdravstvenega doma Brežice. Večina me že poznate, smo se že srečali. Veliko ste tudi že slišali, danes bom bila bolj skrajšano, poudarila bom samo tiste oporne točke, ki mislim, da je dobro, da jih ponovimo še vsi skupaj, ne? Kaj so v bistvu te sodobne socialne bolezni, ne? Sem spadajo kronično nenalezljive bolezni, vprašamo se tudi tukaj o zdravju Slovencev, vzrokih za nastanek teh bolezni, kar je zelo pomembno, preventiva, da gledamo, da se vključujemo v zdrav življenjski slog, ki ga je že predhodnica veliko o tem povedala, ne? In pa kakšna garaško delo je ta sprememba tega življenjskega sloga. Kaj je v bistvu koncept zdravja? Zdravje nam postaja vsak dan norma, vsak posameznik se mora oziroma želi doseči to normo, zato ker šele tako, ko dosežemo to normo, nekako postajamo srečni in zadovoljni. To pomeni, nekomu pomeni veliko, da je visoko storilen, nekomu pomeni veliko, da je vitek, da je lep, da na te stvari poudarja, da imamo, rečemo, mladostni videz in podobno. Osebna odgovornost, ne? Zakaj je tako težko v sodobnem svetu biti srečen, zadovoljen? Zato, ker je pomembno to, ali je to želja, ali si to v bistvu res želimo v večini. Kaj so pa v bistvu te determinante zdravja? Vidite, da je definirana kot odločujoči dejavnik, ki vodi v spremembe tega zdravstvenega stanja in v bistvu ključne determinante pa so, ne? Socialni in premoženjski status, socialna podporna mreža, tudi izobrazba igra veliko vlogo, zaposlitev v današnjih časih, pogoji dela, ki jih imamo, socialna okolja, fizična okolja, razvade, življenjski slog, predvsem zdrav razvoj otroka, to se veliko poudarja v zadnjem času, tudi biološki in genetski dejavniki, vendar na žalost na te ne moremo vplivati, zdravstveno oskrbo, ki ste smo jo deležni, spol in pa kulturno okolje. Po vsem tem se pa vprašamo, ne? Smo Slovenci zdravi? Kaj mislite? Ja.
3/4 Slovencev oboleva zaradi kroničnih bolezni, prej in pogosteje kot v državah članice Evropske unije. Te vsi podatki so povzeti po Svetovni zdravstveni organizaciji. Zakaj? Zaradi velikih regijskih razlik v zdravju, prehranskih navad, zaradi visokega nivoja dejavnikov tveganja za te kronične bolezni, ki sem jih prej naštela kot determinante, ne? Potem nezdrave prehranske navade, velika razlika v prehranskih navadah socialnih, poklicnih, starostnih skupin, tudi spol in pa predvsem neuravnotežena pridelava z živili. Usmerjamo se oziroma osredotočamo se na doma pridelano lokalno, da uporabljamo lokalne izdelke, ne? Determinante izobrazbe, zaposlenost, družbeno-ekonomski položaj so v bistvu najmočnejši vpliv na vedenjski slog posameznika. To pomeni, da to zelo vpliva na to, če smo zmožni oziroma če želimo to spreminjati, ne? Tudi njegovo zdravje in na pojav kroničnih nenalezljivih bolezni. Ljudje z nizko izobrazbo in nizkim samoocenjenim družbenim slojem imajo v bistvu najbolj nezdrave prehrane, ne? Prehranske navade. Zato, ker so v veliko večjem deležu, vidite, predebeli, manj so telesno aktivni, tudi bolj, ko so socialno ogroženi, bolj se poslužujejo kajenja, pitja, alkohola. To lahko tudi potrdite, verjetno, če spremljate te stvari. Na tvegen način se tudi opijajo, imajo slabšo samooceno življenja oziroma zdravja, slabše obvladujejo stres, ki je zelo pomemben v današnjih časih, da ga znamo obvladati. Tudi pogosteje zbolevajo zaradi teh kroničnih bolezni, ne? No, pa par besed o stresu. V bistvu je ključni dejavnik za slabšanje zdravja sodobnega prebivalstva. Pogosto ali vsakodnevno doživljanje stresa in težav pri njegovem obvladovanju vidite, v kakšni meri je pri Slovencih. Nažalost se to tudi povečuje, ta procent, ta številka. Moram tudi omeniti, da pogosteje izstopajo ženske stare med 35 in 45 let. Zakaj takrat? Zaradi tega, ker si želijo, da imamo neko izobrazbo, da imamo nekako urejen status socialni, da skrbimo za otroke, da bi jih čim prej vzdignile in tako naprej, ne? Tudi prebivalci mestnih in vaških okolij, vzhodne in pa osrednje Slovenije, so veliko bolj izpostavljeni stresnim dejavnikom. Kajenje, pomembno, vzrok je prepričljiv socialno-ekonomske neenakosti zdravja. V Sloveniji je, podatke imamo od leta 2010, kadilo nekaj manj kot 25% odraslih prebivalcev, predvsem več moških kot žensk, najvišji je bil pa med poklicno manj izobraženimi, tako kot sem že povedala na začetku. Najnižji pa med najvišji izobraženimi, zaradi tega, ker te ljudje so nekako bolj osveščeni, bolj stremijo k temu, da bi ta slog spreminjali in delali na tem. Alkohol. Kaj mislite po številkah? Je Slovenija na visokem nivoju ali ne pri pitju alkohola? Pravkar je bila v Celju konferenca o pitju alkohola, ne? Oziroma o tveganju pitju alkohola. Vidite, več kot 40% ljudi je poročalo o visokem tveganju alkohola. Tudi vemo, da alkohol zelo vpliva na porast sladkorja, če se dviguje. Zakaj? Zaradi kalorij, ne? Katere pa izstopajo povezave z alkoholom? Vidite, moški, starostna skupina od 25 do 35 let, oziroma od 40 do 54 pa predvsem čezmerno pijejo, ne? Tudi osebe s poklicno ali srednješolsko izobrazbo, spodnji, delavski, družbeni sloj, ne? To je vse več. Visoko izobraženi potem kupujejo alkohol, da nizko izobraženi lahko pijejo. Ne. Ja, res je, tako se strinjam z vami, ampak nekako telele nižji sloji nekako lažje dostopajo, ker jim je to v bistvu kruh pridelujejo in imajo večjo dostopnost do tega, ne? Visoki nekako skrito pijejo po teh smernicah, ki smo jih. Predvsem nima, ampak ima z vidika tega, da tisti, ki
imajo nekako urejen ta status, si lažje kupijo oziroma dobijo te zadeve. Tako so telele študije pokazale. Tako da. O prehrani ne bi kaj preveč, ker je že kolegica vam vse povedala, mislim, da je bila zelo izčrpna. Telesna dejavnost. Poslužujte se je, povečujte jo, da talele procent, ki je zdaj gor 61%, da bo večji, predvsem rekreativna telesna dejavnost. Lejte, samo 21,7% je nekako rekreativno dejavni. Dejte več gibati, tudi tisto, kar date v usta, da pokurite, kot je omenjala, da so tisti prigrizki potem pokriti z tega vidika. Ne? Kaj pa so v bistvu kronično nenalezljive bolezni? Kaj spada sem noter? Ne? Mečkem samo slovarja, kaj pomeni kronično? To pomeni, da se počasi razvija, dolgo traja in se v bistvu tudi ponavlja. Ne? Socialen, z medicinskega vidika, to so tiste bolezni, ki v bistvu povzročajo neugodne gmotne razmere. Ne? Vidite, kaj spada? Sladkorna, rak, spadajo med te dolgotrajne bolezni. Tudi bolezni srca in ožilja, infarkti, možganske kapine nastanejo kar naenkrat. Trajajo, neki dejavniki so, ki to se nabirajo in potem pospešujejo. To pomeni, na to vpliva predvsem kajenje, previsoka telesna teža, nečkam še. Davek zaradi teh kroničnih nenalezljivih bolezni v Evropi znaša skoraj 400 milijard evrov na letni ravni. Proračun pa znaša le 1/3 tega, da se to preprečuje, da se vlaga v preprečevanje. To delamo na tem, dela na tem cel svet, da bi to se večalo, da bi to bilo več poudarka. Ne? Pa se še malo dotaknimo teh srčno-žilno bolezni. Vsako leto v svetu zaradi njih umre, glejte, kakva visoka številka. 17,5 milijonov ljudi. V Evropi približno 2 milijona smrti, kar predstavlja več kot polovico vseh smrtnosti. Zaradi bolezni srca in ožilja zboli povprečno 20.000 ljudi na leto. Nažalost jih umre tudi okoli 9.000, kar je 40% smrtnosti v vsej Sloveniji. To pomeni to, kar vidite tukaj. Holesteroli, ki imajo zelo veliko tveganja pri teh stvarih. Na to pa nažalost vpliva tudi in prehrana, nedejavnost, potem stresa, ki sem ga mečkeno omenila, kako veliko ga je, da je to. Koronarna srčna bolezen. Na kratko, kaj se tukaj dogaja? Ne? V bistvu je motena oskrba srčne mišice s krvjo. Razlog za to so ateroskleroza, to pomeni poapnjenje koronarnih srčnih žil. V stenah arterije se nalagajo tako imenovane oblogice ali lehe. Vidite, kako lahko te legice oziroma oblogice zmanjšajo pretok skozi žilo, kar pa povzroča nadstanek teh koronarnih obolenj. Kaj je v bistvu ateroskleroza na kratko? Dejavniki pospešujejo aterosklerozo in na katero lahko vplivamo, ne? Je kajenje, nezdrava prehrana, vsebuje veliko škodljivih maščob in holesterola, telesna neaktivnost in pa stresno življenje. Ves čas bom to ponavljala, ker se mi zdi, da večkrat poslišite, bolj zaleže, bolj to nekako pride. Do določene mere lahko mi na to vplivamo, vendar na nekatere, ki izhajajo iz nekaterih bolezenskih stanj, naprimer visok krvni tlak, maščobe, sladkorno bolezen. Če imamo sladkorno bolezen urejeno, to pomeni, da je urejen sladkor ciljni, tako kot se z zdravnikom dogovorita, da je veliko manjša možnost za nastanek aterosklerotičnih obolenj. Prav tako, ciljni krvni tlak, če ne gremo pogosto čez tiste meje, ki je ciljno določena, tudi preprečujemo nastanek teh aterosklerotičnih obolenj. Da ne govorimo pa o maščobah. Tukaj se da tudi veliko narediti. Vsak posameznik zato naj bo motiviran, mi poskušamo to motivacijo nekako pridobiti oziroma ozavestiti, da se potem lažje to izvede. Na kratko, tudi angina pectoris spada v to kronično nenalezljivo obolenje. Ne? V bistvu, kadar so koronarne žile zožene za več kot 50%, je ta zožitev zelo pomembna in šele, ko je ta prekrvavitev močno omejena, se predvsem pri telesnih in duševnih naporih pokažejo tipični znaki.
Tipične znake za angino pectoris poznate. Mogoče. Bolečina v prsih, stiskanje, dostikrat imate kratko sapo, naprimer že zelo kratko pot, ko prihodite, tak, tesnoba je noter, ne? Ampak dostikrat je zelo pomembno, da to znate občutiti, ali je to takrat, ko ste zelo stresno obremenjeni, ali je to res vsak dan ob tem kratkem naporu, ki se dogaja. Ne? V bistvu vidite, latinski izraz je to za stiskanje v prsih. Srčni infarkt. Zakaj pride do srčnega infarkta? Zaradi tega, kot vidite, lehice oziroma obloge v žilah zamašijo tolele žilo v srcu, ki oskrbuje srčno mišico in nastopi, da ta mišica odmre. In ko ta mišica odmre, pride do srčnega infarkta, ki pa tudi vemo, kaj pomeni. Včasih se da rešiti situacijo, včasih pa tudi ne. Zelo visok odstotek je umrljivosti zaradi infarkta, če se te stvari ne preprečujejo. No, mečkam še o rakavih obolenjih. Rak je v bistvu eden od najpogostejših, tudi najpogostejšimi vzroki smrti in invalidnosti po vsem svetu. Nažalost je velik porast v državah v razvoju, vendar, vidite, pričakuje se še večja porast, do 2020. leta celo 60%, do 2050. 70%. Čeprav delamo veliko na tem, celotna Evropa, svet se trudi, vendar nažalost ne gre. Mogoče ga je vsaj 1/3 preprečiti, vendar to je stroškovno dolgoročna strategija. Zdrav življenjski slog pa ne bo naša izbira, da gledamo, da preprečujemo. Lejte, uživanje alkohola, tobačni izdelki, to vse vpliva na dvig obolenja za raka. Ne? Tudi naprej nedejavnost, debelost, prekomerna telesna teža. Nažalost, tem sevanjem in tem zadevam se ne moremo izogniti, ampak vidite, daljnovodi in vse to gre nad nami, to pač ni vpliva, je pa tega tudi veliko. Veliko rakavih obolenj tudi povzročajo infekcije. Lahko bi te infekcije preprečili, še posebej tiste, ki jih naprimer povzročajo humani virusi. Vidite, virus papiloma povzroča rak materničnega vratu, Helicobacter pylori, rak želodca, virus hepatitisa B, C, predvsem raka jeter. Tirite glavne infekcije, vidite številke. Dolgoročne napovedi smo že mečken povedali. Mečken še o kroničnih boleznih dihal, to predvsem bi omenila astmo. Več kot 500 milijonov ljudi po svetu trpi za katero od kroničnih respiratornih bolezni, največ jih pa več kot 300 milijonov trpi zaradi astme. Kronična obstruktivna bolezen je v zadnjem času, lahko rečem zadnjih 5 let, tudi v slovenskem prostoru v porastu, kjer smo nekako populacijo, ki jo pregledujemo z preventivnimi pregledi, tudi tisti kadilci, ki ne kadijo več kot 10 let, bi rekla, poskušali oceniti z temi spirometrijami, da preverimo, kakšna je ta dihalna pot in moram reči, da se veča številka obolelih za kronično obstruktivno boleznijo. In sicer, vidite, tolele je bolezensko stanje dihal, ki zajema sicer 2 bolezni, kronični bronhitis oziroma pljučni emfizem. To pomeni, da talele zrak uhaja iz pljuč in zastaja med prostori. Ljudje imajo tak zelo težke znake, to pomeni težko dihanje, kratka sapa, v obdobjih, kot so megla in te stvari, se to slabša. Vendar ni ozdravljiva bolezen, samo se lahko ohranja na nekem nivoju, če so pacienti oziroma pridni, da skrbijo za zdrav življenjski slog. Sladkorno bolezen v svetu poznate, vidite, da 371 milijonov ljudi ima to sladkorno bolezen, največje število ljudi s sladkorno boleznijo je med 40 in 68 letom starosti. Nekako trendi gledajo, da bo do leta 2030 ta številka narastla, vendar trudimo se, da bi
to ne bilo tako. Tudi ta številka starostna, 40 se niža za procent. Nažalost, zakaj? Zaradi sedečih ljudi, veliko ljudi je za prekomerno telesno težo. V vsaki državi se to povečuje. Vsako leto pa tudi več, kot vidite, 78,000 otrok razvije sladkorno bolezen tipa 1. Te številke so vam poznane, verjetno, ne? Število ljudi se v vsaki državi, kot sem rekla, povečuje, vendar še zmerom imamo 19 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo, vendar ni odkrita. To je tudi velika številka, ker se odkrije potem zelo pozno, z že velikimi zapleti in je zelo težko potem vplivati, da se to nekako poštima. To smo povedali. Kateri ljudje so bolj nagnjeni k sladkorni bolezni? To je konstitucija zgradbe telesa, vidite. Jabkasta oblika vam je znana in pa hruškasta oblika. Ti ljudje, ki imajo tapiciran, ko jaz rečem po domače, na bokih ali pa se tako lepo okrogli, se že mogoče po konstituciji lahko na hiter prvi videz reče, mogoče bi bila pa tudi tukaj možnost kakšna, ne? Prognoza, sem rekla, ne, do leta 2030 bo v svetu 522 milijonov ljudi sladkorno boleznijo. V Evropi, poglejte, kako visoka številka bo, če ne bomo nič delali na tem nivoju. Vendar vzrok za to vidite, debelost je na prvem mestu. Vsak kilogram prevelike telesne teže povzroča 9% rizika za nastanek sladkorne bolezni. Zato se trudimo vsi, da pristopimo celostno zdravljenje, kar pomeni, da sladkorno bolezen zdravimo visoki tlak in pa skrbimo za preprečevanje visokih lipidov maščob. To pomeni predvsem, da imamo dovolj zaščitnega holesterola, LDL oziroma dobrega in pa, HDL, dobrega holesterola in pa manj LDL, tega slabega holesterola. Kaj pa je problem človeštva in sodobnega človeka? Vam je to kaj znano? Na eni strani vidite, več kot milijarda ljudi je lačnih. Do leta 2050 se predvideva, da bo kar sa 70% več potreb po hrani. Na drugi strani pa vidite to, kar se dogaja. Ogromno je debelih ljudi, družba sedečih ljudi, diet raznih, ki je predhodnica povedala, da se jih ni glih dobro posluževati, da se izločujejo stvari, fajn je, da so stvari urejene, da se je večkrat vseh zadev pomalo. Lejte, v svetu je 2-krat več debelosti kot leta 1980. 1,5 milijarde odraslih, starih 20 let je imelo prekomerno telesno težo, 1,5 milijarde. Od tega je bilo 20 milijonov moških, 200 milijonov in 300 milijonov žensk, ki so imele indeks telesne mase nad 30. Ogromne številke se tukaj vrtijo. Prognoza, vidite, do leta 2015 bo že 2,3 milijarde ljudi imelo prekomerno telesno težo in v povečanju bodo kronične bolezni. Rak, sladkorna, srce in ožilje, možganske in srčne kapi, logično je posledično tudi več depresije, tudi bolezni žolčnika se večajo, težave z dihanjem so dostikrat pri debelih ljudeh tudi problem. Vendar zaradi česa, zaradi tega družbe sedečih ljudi. Lejte, samo za primer družbene konstrukcije telesa. Lejte, naprimer v 17. stoletju, lepo, močno zaobljeno telo je predstavljalo obilnost, zdravje, zadostne količine hrane, dobro življenje. V današnjem času pa je simbol zdravja vitko in športno telo. Zakaj? Zaradi tega, ker pač se želi, da smo ljudje bolj aktivni in s tem tudi skrbimo za nastanek
ne poskrbimo za nastanek teh kroničnih bolezni. Preventiva kroničnih bolezni. Vidite, kot sem omenila, so to bolezni, ki so dolgotrajne. Preventiva bi bila, da ni kajenja, da zmerno pijemo alkohol, da smo telesno dejavni in pa, kot tudi je kolegica zelo lepo povedala, se zdravo, jaz bi prej rekla, primerno prehranjujemo. Zdrava prehrana je omenjala, zmanjšati vnos na hitro samo, zmanjšati vnos soli, izločiti industrijske proizvode z veliko vsebnostjo transnasičenih maščobnih kislin, zmanjšati uživanje nasičenih maščob, sladkorja sploh ne, ali zdravi sladkor. Glejte, posledično se država tudi bori, da bi zvišala davke na sladke pijače, zdaj je trenutno, kar vidim, nekaj to v obdelavi, če bo uspelo. Prenehamo kaditi, telesno postanemo bolj dejavni, to pomeni, da razvijamo in implementiramo nacionalne smernice v telesnih dejavnostih v šolah skupnosti, zmerno pijemo alkohol, predvsem bi se prepovedal piti alkohol mladoletnim, potem varno pitje za ženske v rodni dobi, vožnja in upravljanje z vozili ali stroji, ker je prepovedano uživanje alkohola, predvsem tukaj ciljamo na poklicne voznike in v bistvu pitje in zastrupitve nekako. Kaj lahko naredimo tukaj? Po Svetovni zdravstveni organizaciji mi kot strokovni delavci zbiramo podatke, analiziramo te podatke, država oblikuje smernice te zdravstvene politike, na nas pa je, da ljudi ozaveščamo. Velikokrat slišim izraz naučite ljudi. Naučiti se ne da se samo ozavestiti, to pomeni, da vam lahko samo povemo, pokažemo, da mogoče začnete razmišljati v prvi vrsti na to. Ne? Cilji resolucije pa so, da se zmanjša umrljivost zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni vsaj za 25% do leta 2025. Zdravstveno vzgojno izobraževanje, to pomeni tisto, kar sem rekla, izobraževati je zelo težko, prej ozaveščati. Organizacija izobraževalnih dejavnosti naj bi bile na vseh ravneh delovanja. Vrtci, šole, zdravstveni domovi, bolnišnice, domovi za starejše in tako. Vsak evro vložen v preventivo privarčuje 6 evrov na področju kurative, to pomeni na področju zdravljenja. Zato bodimo, poskušajmo tukaj nekaj narediti. Vsak pri sebi, vsak za sebe, kolikor zmore. V prvi vrsti. Življenjski slog, nisem omenjala, kaj to v bistvu je. Je v bistvu način življenja, ki je značilen za posameznika, ki ga določa skupina izrazitih obnašanj, se pojavljajo konsistentno v določenem časovnem obdobju. To je tisto, kot omenjam, kolikor zmorete, poskušajte biti čim bolj aktivni. Najpogosteje zasledimo in omenjamo zdravju naklonjen, zdrav in pa zdravju škodljiv, nezdrav življenjski slog. Predvsem mislim na prehrano, telesno dejavnost, to sem že velikokrat povedala. Tudi spanja se moramo dotakniti. Tudi spanje je ena stvar, ki mora biti in je zaželjena, ker se telo takrat odpočije, spočije, pripravi na nov delovni dan, zagon. No, samo da omenim za spanje, 15. marec je svetovni dan spanja, v bistvu imamo motiv dobro spanje za zdravo staranje. Pomanjkanje spanja tudi prinese to, da gre za pomanjkanje energije, zmanjšano pozornost in koncentracijo, tudi slabša delovna učinkovitost je, če smo nenaspani. Tudi pojavljajo se resne zdravstvene težave, debelost, krvni sladkor. Sami vidite pri sebi kot sladkorni bolniki, ne? Če je noč nemirna, če ne spite, imate sigurno zjutri ali pa vsaj dopoldan malo višji sladkor. Tudi oslabljen imunski sistem, nažalost tudi rakave bolezni. Ne? Čas našega življenja je pa v bistvu edina naša lastnina, ki jo v resnici imamo. Zato razmišljanje in dvom je začetek vsakega duhovnega razvoja. Vidite, to je zapisala Svetlana Makarovič v prilogi.
Postavlja se nam vprašanje, kako motivirati posameznega bolnika, da bo sodeloval v procesu spreminjanja življenjskega sloga. Kaj mislite, nam je to lahko delo ali ne? Ni zelo garaško delo, zaradi tega, ker vsak posameznik mora pri sebi razčistiti, sebi dati dopovedati, želim nekaj spremeniti, ali sem sposoben to spremeniti in tako naprej. Zato tudi recepta za te stvari nimamo. Se trudimo. Glejte, malo za šalo. Če bolnik išče okoli sebe, na koga bi prevalil to krivdo za vse, kar se mu dogaja, kar v začetku tudi velikokrat delamo, ko zbolimo za neko resnijo boleznijo, ne? Vendar mu moramo mi kot strokovni delavci takoj povedati. Naj odgovornost za nastalo situacijo prevzame kar nase, kar je dejstvo, ne? Glejte. Tako. Pri večjem številu bolnikov v bistvu na začetku diagnoze, kot sem rekla, obstaja velik spekter možnosti zdravljenja. Vendar je pri tem zelo problem motivacija. Zaradi primanjkljaja te subjektivne simptomatike, ki je pa v bistvu zelo slaba. Ne? Na začetku bolezni v bistvu sploh nimamo nekih hudih simptomov. Ko se pa bolezen razvija, se pa to dostikrat zelo veča in je tudi že dostikrat pozno. S časom, ko prihaja do teh, pa so možnosti za naše zdravljenje vse manjše in na koncu je vrhunec motivacije za zdravljenje bolezni dosežen v trenutku, ko so možnosti za zdravljenje v bistvu zelo minimalne. Zato je pravočasno treba, in tudi ko že imamo male znake, da imamo povečan sladkor, da imamo povečan holesterol, čim prej začeti na tem področju delati. Predvsem na prvi vrsti se da življenjski slog šlihtati. Hrana, gibanje, stres, koliko se da omejiti, kajenje, alkohol, ki sem že prej omenjala. Mečken bomo še rekli, učenje spet ne, je definirano kot sprememba v vedenju. Vendar ničesar se nisi naučil, če tega nikoli ne uporabljaš v praksi. Motivacija posameznika je najpomembnejši aspekt v procesu sprememb življenjskega sloga. Vidite, imamo pa tale krog, ki se ga dostikrat poslužujemo, ko se začnemo s pacienti ukvarjati. Pokažemo jim, kakšne so možnosti, kje so, da oni opazijo, kje so. Gremo po vrsti na hitro samo. To je prva stopnja. Na tej stopnji oseba v bistvu sploh ne razmišlja o spremembi, ne namerava spremeniti predvidljivega pričakovanja v bližnji prihodnosti. To pomeni, ugotovilo se je nekaj, vendar pacienti še niso pripravljeni, da bi to spremenjali. Druga stopnja pomeni, da je pripravljena na spremembo vedenja, vendar razmišlja o spremembi v naslednjih 6 mesecih. Intervencija mora biti namenjena v bistvu osebi v smislu oblikovanja, da bomo to nekaj naredili za sebe, da bomo nekaj pač poskrbeli. Potem imamo naprej stopnjo, ne? Tukaj pa že oseba namerava spremeniti življenjski slog. Vendar posegi in akcije, ki bi morali biti v usmerjeni v to pomeni, da bi mogli začeti se gibati malo več, da bi mogli pri prehrani malo spreminjati, predvsem, če ni bilo reda, da si red upeljemo. Ja, ni še čisto, ne? Ni še čisto. Tukaj, ko pa pride do akcije, pa že pacienti oziroma ljudje krepimo spreminjanje teh vzorcev in pa tudi imamo neko podporo ob zastojih. To pomeni, da nas nekdo že malo rine naprej, pa dej še malo se potrudi, ne? Lejte, tukaj je pa potem že spremenila življenjski slog, v bistvu bolezenske zadeve, ki so se pojavile, so na nekem nivoju, so nekako v tistih ciljnih zadevah, ki jih z zdravnikom skupaj določite in potem se na obeh straneh neko zadovoljstvo razvije, da se pa vidi, da se pa nekaj da narediti na tem področju. No, mi tudi dostikrat pokažemo to lestvico, da se pacienti ocenijo, kje so zdaj, so pripravljeni na spremembo, ali v bistvu še niso pripravljeni, zaradi tega, da vemo, koliko je še treba spodbujanja, koliko jih še poskušamo motivirati na tem področju in pa tako. Kdor vsak dan ne posveti nekaj časa svojemu zdravju, mora vsak dan, na žalost,
veliko časa žrtvovati za bolezen. Hvala, zelo se skrajšala. Hvala gospe Ivožici za skrajšano, ampak kljub temu izčrpno predavanje.